V decembru bo naša jutranja gostja imela priložnost sodelovati v prestižnem dogodku v Monte Carlo. Tamkajšnji dogodek pritegne več kot 100 milijonov gledalcev, modnih agencij in seveda predvsem poznavalcev mode. Svojo zmago pa bi pridobila tudi letno pogodbo za delo v svetu modelinga v Milanu, Parizu in New Yorku. Z nami je Valentina Vatuci, aktualna World Top Model Slovenije. Dobro jutro. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Čau, Valentina. Dobro jutro. 20 let in je že začrtana pot v modni industriji. Odkje je ideja za delo v modi oziroma v modni industriji? V bistvu ideja ni toliko zdavnaj. Začelo me je zanimati, ker so mi všeč tako različni šovi na televiziji, gledati tako fashion šove, pa sem se potem poskusila tudi jaz, ker imam precej višino za to, pa mi je všeč se slikati, pa sem šla probat in mi je uspelo. Kako si začela svojo pot? Je ta bila zdaj ta prva v bistvu tekmovanje, ki si se ga udeležila ali... V bistvu ne, hodila sem na različne šove, fashion šove, probala sem se v modelingu, kako bo to potekalo, kako se jaz vidim v temu in sem se slučajno prijavila letos na World Top Model Slovenija. Prav slučajno, nisem imela velikih pričakovanj, sem samo upala vase in se uresničila. Katera je zate največja ovira do sedaj? Torej, ti predstavlja kakšno oviro v tem svetu mode ali karkoli? V bistvu ovire nimam, ovire so samo v glavi, jaz tako mislim, in vsako oviro se da upraviti in rešiti, tako da glavno je motivacija in disciplina. Dobro, in več o tem in o ostalem, kaj vse še Valentino čaka, izveste takoj po tem kratkem glasbenem premoru. Ostanite z nami, pišite nam na 041533288, če želite seveda tudi vi postaviti kakšno vprašanje Valentini. Mi gremo z Lost Frequencies in Tomom Gregoryjem na Dive. Dobro jutro! Jutro! Lost Frequencies, Tom Gregory in Dive. Na vse zgodaj zjutraj v našem četrtkovem jutranjem intervjuju z nami je Valentina Vatuci, pravkar sveže pečena in tudi pooblaščena, da nosi ta trak World Top Model Slovenija 2023. Kako je bilo pravzaprav sestavljeno to tekmovanje? Kako je potekalo, kdaj se je začelo, kako ste prišli do finala, kako si končno potem na koncu izvedela, da si zmagala? V bistvu najprej sem videla na Facebooku, da poteka casting. Slučajno sem se prijavila, v bistvu sem hotela najprej iti v Modeling Akademijo in mi je potem napisala seveda lastnica licence Kali Kolonič, če bi se pridružila k njim na casting za World Top Model Slovenija, pa sem se odločila, mogoče bi lahko probala. Potem smo imeli srečanje, smo imeli fotoshooting, smo imeli fashion show in so tam tudi nas ocenjevali, kako se obnašamo, kako smo pripravljeni in seveda finalni izbor, ki se nam je pridružil tudi predsednik World Top Model, Fiore Tondi, ki je prišel prvič k nam na izbor naš in seveda je bil polfinal. V bistvu moraš imeti kakšne posebne talente za, recimo, take sorte tekmovanja? Mene zanima, kaj vse ocenjujejo oni. Torej, verjetno ne ocenjujejo samo izgleda, kako vi hodite, kako, ne vem, če imate, ne vem, vse poteze obraza, ki jih morate imeti, ampak kaj ocenjujejo? Verjetno, pač neverjetno sigurno obnašanje, kako si zrel, če si zrel, seveda, predvsem koliko si pripravljen, višino, neke obsege, jaz tako pač mislim, ker je to vseeno modeling, pa... Kaj pa ocenjujejo, na primer, zrelost, ne? Kako to ocenjujejo? Na kakšen način? Vam dajo kakšne vprašalnike, vprašanja? Kako to ocenjujejo? Ne, mislim, da že od samega začetka, ko pošiljaš prošnjo, vidijo, kako se obnašaš, kako si pripravljen za stvari, če si pripravljen priti takrat, ko ti oni povejo, kdaj, kam. Točnost neka verjetno. Tako, ja. Okay. Spremljajo tudi verjetno kakšne socialno mreže, pogledajo, prečekirajo, vas stolkajo. Mislim, da spremljajo. Vse morajo pogledati, verjetno. Je že takoj v tem prvem krogu čutiti neko tekmovalnost mogoče med puncami ali kako je to? Mislim, da ne, ker se nismo videli toliko dosti časa, ampak meni so bile punce zelo fajn, super, lepe tudi in nisem jaz osebno čutila tekmovalnosti. Jaz, na primer, ko spremljamo mi ta svet mode, se mi zdi, da je precej težko vstopiti vanj. Zdaj mene zanima, a bi moglo biti po tvojem mnenju, bi moral biti ta svet bolj inkluziven oziroma da mogoče bi bil bolj odprt za vse, da se je vanj lažje vključiti ali ne? Jaz mislim, da bi mogel biti bolj dostopen za ljudi, še posebej za našo majhno, ampak lepo državo, ker jaz mislim, da večje države imajo več možnosti, ampak
predvsem mislim, da bi moglo biti bolj odprto in več možnosti dati ljudem. Okay, kako pomembno pa je imeti mentorja, naprimer v modi, v svetu mode? Jaz mislim, da je zelo pomembno imeti menedžera ali pa tako nekoga, ki te lahko popelje, pa se pozanima, pokliče koga, ker ti vseeno, če si začetnik, ne poznaš ljudi, da bi v bistvu kam se kontaktiral. Hočeš reči nekako, da tudi kakšna veza pomaga pri temu? Jaz mislim, da ja. Pozitivne veze seveda. Ja, mislim tako, verjetno, da ti kdo zna povedati, kdaj se kakšna stvar dogaja, Tako, to je zagotovo ja. ena veza. Verjetno kot v vsaki stvari, vsaka veza pomaga tu in tam tudi pri takih stvarih. Veš, kaj me še zanima? Pri World Top Model, ko niste bili, oziroma ko niste bile gor na odru, dekleta, kaj ste počeli v zaodrju, ste se pogovarjali, ste si ustvarjali kakšno sliko ena od drugih, vidiš takoj, kakšne so druge kandidatke, vas spremljajo tudi oni izven odra? Seveda najprej bi se zahvalila celotni ekipi World Top Model Slovenija, pa našim dizajnerjem, stilistom, ker so pripravili super obleke in fite za naš izhod. Zunaj za odrom smo se pogovarjali, smejali, slikali, vse je bilo tako lepo, fajn, pa smo bile tudi malo živčne pred nastopom in tako je. V tej industriji se je vedno govorilo tudi, da se je nekdo zelo hitro lahko tudi korenito spremenil. Je to po teh tvojih izkušnjah trenutno tudi neka realna slika? Si to opazila, da se dogaja v svetu modelinga? Mogoče, ne vem, kako si se spopadla? Kako se spopadaš s tem, da te ne bi ta stvar zdaj, ki je taka lepa, lahko rečemo zmaga, da te ne bi preveč spremenila tebe kot osebo? Jaz verjamem, da me to ne bo spremenilo, ker imam svojo osebnost in bilo na kakšen način sem jaz in takšno bom tudi ostala. In seveda za druge, pa ne vem, sem že opazila pri nekaterih, mogoče so dobili to malo zvezdico, ja. Ampak zame me to ne skrbi, ker vem, kako bo in kako je. Okay. V modi velja tudi, mogoče lahko rečemo temu stereotip, da je veliko punc ima težave z motnjami hranjenja. Naprimer, to govorimo anoreksija, bulimija. Se ti zdi po tebi, sicer si malo časa v tem svetu, ampak po prvih izkušnjah se ti zdi, da je ta stereotip resničen ali ne? Jaz verjamem, da za nekatere je. Poznam tudi punce, ki so imele težavo s prehrano in verjetno hočejo izboljšati, vedno hočejo biti bolj suhe, ampak kot vem, dan danes so različni okusi za ta svet. Nekateri imajo radi bolj močnejše, nekateri bolj suhe, ampak do mene se to ne tiče zaenkrat in upam, da tudi ne bo. In ja. Sicer sem opazila tudi, da imaš piercing v nosu, a so kakšne omejitve glede piercingov, tatujev, ker vemo, da zdaj je to kar razširjeno, a se je dovoljeno v modi? Zdaj mislim, da dosti tatujev ni dovoljeno, ampak za piercing mi niso rekli nič, če pa bojo rekli, da umaknem, ga bom pač umaknila. Tatujev pa verjetno potem nimaš, ne? Imam. A imaš, okej. Ma verjetno potem itak to lahko tudi prekrijejo, kako? Ja, so majhni, manjši, tako neopazni in se jih lahko da prekriti. Aljo? Poleg tega, v bistvu, je kakšna takšna rutina, ki vam pomaga v bistvu obdržati nek nivo duševne, fizične pripravljenosti oziroma dobrega počutja, v konec koncu, kar bo hiter tempo, verjetno že z decembrom, kar začne se malo stopnjevati, no? Res je, meni je dosti pomagala Modeling Akademija, kjer so nas tam naučili oziroma piše, kako bi catwalk se učil za prehranjevanje, komuniciranje, ampak na splošno rutina. Mogoče, rada hodiš na sprehode, mogoče v naravi, meditacija, kakšna takšna, mogoče, če imaš kakšen prijem, ki ti pomaga. Ja, jaz se ukvarjam z meditacijo na splošno, pa pilates treniram, to me tako duševno bolj sprosti in dobim večjo energijo, višjo energijo za dosežek ciljev in to mi je res tako fajn stvar. Imaš še kakšne take navade poleg tega, ne vem, kaj počneš rada v svojem dnevu, v smislu, zdaj verjetno si se malo bolj fokusirala na to, predvidevam, a verjetno v svojem dnevu imaš kakšne stvari, ki jih rada počneš? Ja, v bistvu se se učim, tečem večkrat, pa tudi se družim z mojimi bližnjimi. V bistvu si zelo mlada, koliko si stara? 20. Kaj pa študiraš? Turizem. Odlično, v Portorožu? Ja. V svetu mode najverjetneje tudi, tako kot v vsaki panogi, imaš nekega vzornika ali vzornico. Ti imaš koga? V bistvu ne, so mi pa všeč ene modelke,
ampak prav vzornico, da bi nekoga prav gledala, opazovala, tako pa nimam. Kaj pa na Instagramu followaš, verjetno jih več? Koga najraje pogledaš? Ne followam tako dosti ljudi, ampak followam tako ene, ki so mi zanimivi, ki imajo zanimiv content, pa ni glavno zdaj važno, da so samo neke modelke, ampak tako kakšni zanimivi profili. S kom pa bi recimo sodelovala rada? Z dostimi ljudmi. Ne vem zaenkrat še s kom tako osebno, ampak če me boste čez čas videli, ne vem, v Milanu, pomeni, da bi rada sodelovala v Milanu, ne? Ok, Chiara Ferragni, verjetno, Lora. Najboljši, ena izmed mnogih. Ena izmed mnogih. Sicer naslednje naše vprašanje je bilo, koliko je tvoja družina vpletena v modno kariero, ampak vidimo, da danes te spremlja tukaj mama. Ja. Tako da očitno te družina podpira. Ja, mama me zelo podpira, pa tudi oče. Mama je v preteklosti, ko je bila mlajša, je šla na mis in se ukvarjala z modo, nekaj všeč. To je bila tudi stilistka, šivilja in jo nasplošno ta svet zelo zanima, ampak v starih časih so imeli tudi dosti otrok, kot moja mama jih je bilo 10, malo dosti sest. In ni bilo toliko velike možnosti, da bi vse privoščili in zato je mama zdaj zelo vesela, da lahko to privošči meni. V bistvu to je dobro imeti toliko sorodnikov.Če bi jaz imel ful več sorodnikov, bi imel skoraj vse koncerte razprodane. Tako ima malo sorodnikov, pride malo ljudi. Ne? Ja, ko bo imela kakšno zadevo modno tukaj na obali, bo vsi prišli navijati za njo in ploskati in pol bo zgledalo tako, ne, razumeš, veliko bolj pompozno. Bi vprašali tudi mamo nekaj, mama, pridite blizu. Pridite se pokazati, ja. Seveda, kaj pa, da niste ne, mene zanima, odkot pa potem tudi vam ta želja po temu, da bi se mogoče tudi vi vključevali v modo, vi, ki ste to tudi načeloma, kot kaže, počeli? Zaenkrat, hvala najprej za povabilo. Ja, malček sem, res imam tremu in tako Valentino vse povedala, zaenkrat bi jo podpirala, koliko lahko. Mislim, ogromno bi šla v strani, šla bi se posod z njo, ne bi jo pustila samo. Ni da je samo mlada in lepa, je tudi več razlogov, kar omenjala prej, da imam ogromne izkušnje od prej. In mislim, zaenkrat to zdaj imam tremo. Je bilo to neka vaša otroška želja, ki jo zdaj lahko mogoče na Valentino prenesete? Ja, vi ste prav povedali, da pač zdaj ne bi si razplakala se, ne? A ona bi rekli, uresničila moje želje. In sanje. In sanje, ja, tako. Če gre v Milano, boste šli z njo, torej. Definitivno si. Veš, kaj je najboljše? Ker mame so najboljši menedžer, če je treba potem. Ker mama bo zrihtala vse, tako da to me ne skrbi. Najlepša hvala. Mi pa se seveda vrnemo nazaj k intervjuju z Valentino že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami. Dobro jutro, še enkrat sem skupaj in dobrodošli v nadaljevanju našega četrtkovega jutranjega intervjuja z Valentino Vatuci. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj bi lahko eno kafe tudi ponudili, ne veš, kozarec vode, smo dali eno kafe. Treba najprej spiti. Kakšne navade imaš? Spiješ zjutraj kafe? Ne pijem kave. Ne piješ, evo, vidiš. Zeleni čaj? Ja. Evo, zeleni čaj bomo zrihtali. Čakaj, imamo kompromis. Črni čaj z mlekom. Ja. Ok. Ne, je vprašal zaradi tega, ker zelenemu čaju ne vemo, če že poteko rok trajanja. To je črnjenje na meji, ne? Pa najhujše, ker je tudi mleko na meji. Vsi smo malo na meji. Vsi smo malo na meji. Valentina, povej mi v bistvu, koliko časa je zdaj minilo od finala, od World Top Model? Par tednov. In kaj se ti je vse že spremenilo v bistvu? V bistvu, dosti intervjujev se začelo, pa priprave za 2. december v Monte Carlo in sem se mogla bolj zresniti, dobivati... Ne žuraš. Ne hodi žura, to pomeni, ali kaj? Ne, žurala sem poleti. Ne, nisem niti žurala tako, greš kam na pijačo, drugače. Čak vseka 2. december, koliko časa bo pa trajalo, če se začne 2. decembra? Ne, 2. decembra, tam 4. pa se začne. Trajal pa se mi zdi, ne vem še sigurno, približno en teden. Okay. Kaj pomenite, preden nadaljujemo, kaj pomeni priprave? Torej, kako se pripravljaš? Kaj to pomeni treningi, fitness, ne vem, izobraževanja, kaj počneš? V bistvu izboljšuješ sam stvari, izboljšuješ catwalk, izboljšuješ poze, dobivaš kakšne ideje za nove in
v bistvu to je to za Okay. Mene zanima glede oblek. Si kupuješ kaj firmatega ali imaš ali ne? Kje nakupuješ? Mogoče to bo naš ženski del publike bolj zanimalo. Zdaj boš ti to vprašala. Ma v bistvu ne gledam toliko dosti in kakšna firma je, če mi je všeč kakšna obleka, kakšna stvar, kupim ne glede na to, ali ne vem, je H&M ali pa je, ne vem, Prada. Okay. Okay. Zdaj si ti hotel vprašati v bistvu za kakšen nasvet bolj kot drugi. Ja, ne, pa če ima kakšne spletne strani, veš, skrite, veš, kjer Okay, ja, dodaj mi na listo, da prijem noter. Ja, ne, ker sem slišala, da naprimer za te velike firme, kot je naprimer Prada, ti dejansko se upišeš na neko čakalno listo. Resno? Da te oni pol noter Invite only. spustijo. Ja, dejansko. Mama mia. Jaz sem, če bo Valentina uspešna, pol nam bo lahko dala Zdaj že kakšno vemo, kodo za kontakt popust. bomo shranili. Gremo se slikati. Ja. Eno malo drugače vprašanje. Kako bi ocenila ti neko vlogo družbene odgovornosti v modni industriji? Je dovolj, da od modnih oblikovalcev do agencij, da bi mogoče mogli prevzeti večjo odgovornost za nek dolg do okolja, ki se pri tem ustvarja? V bistvu Dej, poenostavi vprašanje, še jaz ga nisem razumel. Ne, to je bolje mišljeno, mogoče vedno slišimo, če tako poenostavimo, vedno slišimo, da to je zelo pogosta fraza, ki je tudi en stereotip, da ženske, ki sodelujejo v modni industriji, želijo vse mir na svetu, ne? Ampak mogoče, kako je ta moda, vi imate zdaj neko vlogo v tem svetu. Imaš vlogo kot nekdo, ki je zmagal to tekmovanje, imaš intervjuje, kako pač bo družba, na primer, gledala na to, kako boš ti to družbo predstavila v teh intervjujih, bolj na to. Na to si mislil, Aljaž. Tako. ja, jaz sigurno ne bom predstavljala kaj, kar ni resnično, ni realno, tako samo da bi bilo v korist, ampak bom seveda predstavila vse, kako je v resnici, bom povedala svoje občutke, svoje doživetje glede nečesa, če mi kaj ne bo všeč, bom to tudi povedala, bom povedala iskrene stvari, tako kot je. Če pa mi bo seveda kaj všeč, pa bom tudi to povedala. Že čez nekaj trenutkov pa pove Valentina o svojih prihajajočih projektih. Ostanite seveda z nami in z nami so že Jack Jones, Callum Scott in Whistle. Dobro jutro. Jutro. Jack Jones in Whistle s Callumom Scottom danes diši tudi malce po Monte Carlo tu pri nas. Diši, ne? Diši po Monte Carlo. Verjetno najbolj diši Valentini, nam samo Mi bomo malo. gledali njene Insta story in tako zdaj. Dobro. Gledano, če nas vzameš s sabo, gremo tudi s tabo, brez skrbi. Pridite. Pridemo takoj. Pazi, ne smeš nas predobro vprašati, ker bomo rešili pol na koncu in nas boš imela tam pod nogami, bomo odreli kažin. Ampak dej nam pol povej tudi po Monte Carlo, kaj se lahko zgodi, kakšni so tvoji plani za prihodnost, tvoji projekti, česa si želiš? V bistvu si želim, da bi se udeležilo kakšno agencijo, modeling. A je to težko prijetno? V bistvu odvisno, kakšni kriteriji imajo različne agencije. Nekateri vem tudi, da je punca bila cela potetovirana, pa so jo vzeli, ker jim je bil ta stil všeč. Tako da odvisno, kako ti predstavljaš. Verjetno tudi sama sebe celota. predstavljaš. Ja, okej, Tako, ja. ja. Ker mogoče ni še konec tatuji pri tebi. Ja, ne. Ok, ampak poleg tega, kaj še? Zdaj imaš lahko katerokoli željo. Zdaj boš rekel, da grem živeti v Hollywood. Mama itak je rekel, da ga stava. Lahko tudi ne samo v povezavi z svetom mode, ampak nasplošno, kaj si ti želiš zase v prihodnosti? Da bi zrasla mentalno, pa tudi, da bi končala študij, da bi se ukvarjala z modelingom, ker v bistvu ta stvar, to me res zanima. In da bi bilo vse tako, takšne, kot imam cilje. Ok, v bistvu si želiš imeti tudi neko svojo linijo oblačil mogoče, ali tako, si se kdaj s tem tudi mislila poglabljati, ali v bistvu bi bolj rada sebe predstavljala? Glede na to, da je moja mama šivilja, nikoli se ne ve. To je Imamo vedno že paket. podjetje. Rešeno. To je že paket. Imamo že podjetje. Imaš tudi kakšnega svojega osebnega trenerja, naprimer, ki te trenira, ali sama poskrbiš za vse, ali pa kakšne prehranjevalne navade, se paziš pri čemu, ali ne? V bistvu ne pazim toliko, ampak nasplošno mi je všeč zdrava hrana, zelenjava in to, fast food, pa to jem, ampak zelo redko. Tako sam po sebi mi ni všeč. Ok, kaj pa glede osebnega trenerstva, imaš koga, ki te trenira, naprimer, da vzdržuješ neko postavo?
Ne, osebnega trenerja nimam, kot sem rekla, že hodim na pilates, imam tam trenerko mojo. Okay. In tečeš, ne si prej omenila. Ja, in tečem to pa sama. Pa mogoče kakšnega stilista ali pa kakšno drugo osebo, ki ti pomaga na tej tvoji modni poti? Stilista nimam, zaenkrat še, ampak ta stil in to modno oblačenje me zanima, ko vidim kaj tako lušnega, si kupim ali pa pridem naslednjič. Naprimer. Ja, naprimer. In mogoče po prihodnosti bi bilo zelo lepo, da bi imela kakšnega stilista. Tako. Okay. Veliko mladih punc nas tudi posluša in kaj bi ti sporočila vsem mladim puncam, ki si, v bistvu si tudi ti ena izmed njih, ki se šele podajajo na to modno pot oziroma bi se želeli s tem ukvarjati? Prav. Ja, seveda, če imaš neko željo, pejdi proti svoji želji, izkoristi to svojo priložnost, ker vem, da pri modelingu, če si že star, mislim, da 25+, da nimaš toliko dosti izkušenj, tako da če imaš Jaz sem še pozno. Ja, še oblaka žiga. Ja. Če si nekaj res iskreno želiš, pejdi proti svojemu cilju. Še to sem te hotela vprašati, kako je pa potem z družina, mislim, z ustvarjanjem svoje družine v tem svetu? Mislim, do katerega leta bi nekako se upokojiš pri modelingu? V bistvu ne samo to, verjetno tudi nosečnost vpliva. Sigurno, pač to spremeni telo in verjetno potem ti tudi to, vse kot vemo, veliko časa vzame in potem kako je z ustvarjanjem družine v tem svetu? Ok, zaenkrat še ne vem. Ne, lahko pa bi ene zdaj mlade mamice. Ja, zagotovo. Ampak ne, veš, kako te bom vprašala z tvojega vidika, ko razmišljaš za svoje življenje vnaprej. Torej, verjetno družine si želiš? Ja. Ok, tako ko razmišljaš, pri katerih letih se vidiš, da bi ti rada imela družino in kako potem misliš, da ti bo to spremenilo tvojo pot v modi? Verjetno prav družino, pa otroke si želim tako pri 25 plus. To je že To je hitro, pazi, to je hitro. To že čez Ja, pet let. ampak in za kariero, ne vem, mogoče bi vplivalo, ampak itak to, družina je družina, pa potem, če ti je res kaj nekaj všeč, pa tudi delaš nad tem. Dvomim, da bo družina lih motila. Okay, kako pa so reagirali tvoje prijateljice na tvojo lovoriko, na tvojo zmago v World Top Model? Prijateljic nimam dosti, ampak imam lih teta prave in so me prav pohvalile, so rekle, da smo te videli že od začetka v temu, smo vedeli, da boš v temu in da boš dosegla teh svojih ciljev. Pa misliš, da boš zdaj lažje dobila še kakšnega fanta? Misliš, da to pomaga? Fanta že imam. Vse smo zamudili. Ja, le. Ja, ne, Kaj pa je fant rekel? Kaj pa je fant potem rekel na tvojo zmago? V bistvu fant nima nič proti, je rekel, če si ti res nekaj iskreno želiš, pedi proti temu, delaj nad tem, bodi vztrajna, bodi disciplinirana in seveda to sem. Torej praktično na vseh frontah 100% podpora. Tako je, ja. No, lepo. Veš, da te čaka lahko tudi kakšna taka res težka ovira oziroma kakšno križišče, ko ne boš vedela, kaj narediti. Sploh recimo vemo iz izkušenj iz tujine, ko priješ na ta res visok nivo, včasih so pogoji, ki ti jih postavijo za postati še pomembnejša, še bolj uspešna, mogoče včasih izven dometa tega, kar si zdaj predstavljaš. Si ti že lahko predstavljaš, kakšna bo meja, ko boš rekla, ne, tega pa nisem pripravljena narediti? Ja, si, pač, ker meje so meje. Aha. Ni vse tako enostavno v bistvu. No, lahko kaj več o tem poveš? Kaj je bilo? Mislim, ne poimensko in kaj točno, ampak kako si se na to mogla odzvati, kako si to sprejela? Zaenkrat nisem še, ampak sem govorila za v prihodnost, ko bom mogoče v višjem tem svetu spoznavala druge ljudi, više ljudi, visoke, ampak sem slišala kot lepe stvari, tako tudi ne preveč, ampak pri meni v bistvu tam, ker nekaj mi ne bo v redu, bom tudi to povedala. Pametna punca. Valentina Vatovci, najlepša hvala za obisk v našem četrtkovem jutranjem intervjuju. Vso srečo, več si lahko pogledate na našem YouTubeu, Instagramu in kmalu tudi na TikToku. Je tako, Jaka? Evo, Mi bomo spremljali seveda Valentino decembra. Hvala, ker ste me povabili. Seveda, pa objavljaj čim več vidimo. In pazi, ki za mizo pri večerju Monte Carlo pride manjka misli. Samo za mizo. Samo za mizo. Za jesti in pit smo dobri. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capriz. Dobro jutro, Radio Capriz.